Obiskali smo ptičje prebivalce krajinskega parka Sečoveljske soline. Predstavljamo majhne živalske prebivalce mest. Svetujemo, kako ravnati, če ima naš pes popkovno kilo. Pozdravljeni! Zavarovana območja so instrument varstva narave, katerega namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti. Mi smo obiskali krajinski park Sečoveljske soline in tamkajšnje najbolj značilne prebivalce – ptice. Sečoveljske soline so pri večini ljudi v naši zavesti poznane predvsem kot mesto, kjer se tradicionalno pridobiva sol. Vendar v zadnjih letih pa vedno več obiskovalcev prihaja tudi z namenom, da se spoznajo z živim svetom, z rastlinstvom in živalstvom. In v solinah ni samo pridelava soli, ampak je veliko naših naporov usmerjeno tudi v zagotavljanje razmer za ohranitev teh redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Sečoveljske soline so zaradi izjemne pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter ogroženosti življenjskih okolij uvrščene v ekološko omrežje Natura 2000, ki v državah članicah Evropske unije povezuje biotsko najvrednejša območja. Najbolj znane prebivalke solin so ptice. Doslej je bilo evidentiranih na tem skrajno jugozahodnem koncu Slovenije 294 vrst ptic, kar je solidna, spodobna številka v primerjavi s številom vseh znanih evropskih ptic, ki je tam blizu 550 nekje. Tako da v bistvu tisti, ki si vzame dovolj časa in vsaj vsako sezono enkrat obišče naše soline, da lahko vidi pravzaprav več kot polovico vseh evropskih ptic. Res je, da ne vseh hkrati, res je, da ne vse v tisočglavih jatah, tudi niso vse preko celega leta tu, ampak vendarle. 294. 6 vrst ptic je prav posebnih, ste rekli, da gnezdijo samo tukaj. Ja, gnezdilk na območju solin oziroma še 200-metrskem vplivnem pasu okrog solin je nekaj čez 60. Številka seveda varira odvisno od leta, se precej spreminja lahko. 6 vrst ptic je pa dejansko v celi Sloveniji, ki torej na našem področju gnezdijo in nikjer drugje v Sloveniji. To so polojnik, beločeli deževnik, sabljarka, mala čigra, navadna čigra in pa duplinska kozarka. Tako da tu smo, bi rekel, tudi nekaj posebnega. Polojnik je ena od tistih vrst, ki je posebej zanimiva. To je vrsta, ki ima najdaljše noge glede na trup od vseh evropskih ptic in Sečoveljske soline so verjetno najpomembnejše gnezdišče te vrste v Sloveniji. Zanimivo pri temu je tudi to, da mladiči, ki se izvalijo iz jajc, tekajo za starši. V trenutku, ko pa se pojavi nevarnost, pa skočijo v vodo in iz vode samo moli kljun, skozi katerega dihajo. Tako da tudi polojnik je pač ena od tistih vrst, ki ji namenjamo posebno varstveno pozornost v tem parku. Beločeli deževnik je pa tista drobna, majhna kepica, ki se z veliko hitrostjo giblje po solinah. Tudi za to vrsto je seveda značilno, da živi v slanem okolju, to se pravi drugje v Sloveniji kot na obali ga ni. In tudi to je ena od vrst, ki potrebuje za svoj obstoj eno območje, kjer ga človek ne vznemirja. In tudi zaradi njega smo v parku pripravili tako imenovani resničnostni šov, to se pravi na mestu, kjer gnezdi, imamo postavljene skrite kamere in snemamo to gnezditveno dogajanje in potem sliko prenašamo na ta velik zaslon, kjer si ljudje lahko v živo ogledajo, kaj se pravzaprav dogaja na tem gnezdišču.
V sečoveljskih solinah je biotska pestrost v največji meri odvisna od uravnavanja vodnega režima, ki temelji na sistemu nasipov in kanalov. Ena največjih težav, s katerimi se te ptice srečujejo, ker gnezdijo na tleh, je, da je v času visokih plim ali pa tudi močnih padavin, ko pač iz zaledja priderejo vode, zaradi slabo vzdrževanih nasipov pogosto prišlo do poplavljanja teh gnezdišč in da so bila jajca ali pa mladiči poplavljeni. No in v ta namen smo pridobili sredstva evropskega projekta Life Mansalt, ki je namenjen prav temu, da obnavljamo to infrastrukturo, predvsem nasipe, s katerim bomo preprečili to nenadzorovano poplavljanje tega območja. LIFE je edini finančni instrument Evropske unije namenjen izključno okolju. Po svojem obsegu je majhen, a toliko bolj pomemben, ker je edini namenjen izključno okolju in s tem neposredno implementaciji okoljske politike ter zakonodaje. Sredstvi Life Plus Mansalt projekta se krepi povezanost parka in območja Natura 2000 z lokalno skupnostjo, ki tu vidi možnost za razvoj in kakovostnejše življenje. V ozadju je edina ali pa največja slovenska kolonija malih in navadnih čiger. Ta kolonija je pred leti štela vsega 8 parov, no, s sredstvi projekta Life in tudi z razumevanjem problematike, da te ptice potrebujejo varstvo pred poplavami, ker gnezdijo na tleh, s tem, da razumemo, da jim je treba zagotavljati svežo vodo, kjer je dovolj hrane, majhnih rib, s katerimi se hranijo, in tudi z ustvarjanjem umetnih gnezdišč smo uspeli v tem parku, na tej koloniji, številko dvigniti čez 60 parov. Je pa to tudi pomembno, zato ker čigra za nas v parku pomeni tudi priložnost, ker obiskovalci, ki pridejo v park, si seveda želijo videti tudi živali in tudi za nas, s tem, ko skrbimo za te ptice, je to pač neke vrste korist, saj ljudje uživajo tudi v tem, ko vidijo večje število ptic, ko jim ni težko jih opaziti, tako da je pravzaprav to neke vrste dogovor z naravo, da obojestransko mi pomagamo pticam in ptice nam posredno tudi pomagajo pri preživetju. Ker kot pokazatelj nekega trajnostnega razvoja v nekem območju, če je postopek pridelave, recimo rabe naravnih virov, da je res trajnosten, najboljši pokazatelj je nedvomno to, da se številčnost rastlinskih in živalskih vrst ne zmanjšuje. Včasih smo rekli, nam bodo ptice pokazale, kako je treba s tem območjem upravljati, da bomo pač lahko sobivali kot človek in narava na nek trajnostni način v sečoveljskih solinah. Današnji naravni svet ima trajno skrivnost. Zakaj se čebelje populacije tako hitro krčijo? To mnogo ljudem povzroča veliko skrbi. Okoljevarstvenikom, kmetovalcem, potrošnikom sadja in zelenjave, ki rastejo iz rastlin, ki jih oprašujejo čebele in hranijo naša rastoča mesta. Da ustavimo upad, nujno potrebujemo rešitve. Gradijo biotsko raznovrstno odskočno desko za čebele v mestu. In čebele, ki so zelo občutljive za svojo okolico, se dobro odzivajo. Dokaz, da mesta lahko zagotovijo okolju prijazen življenjski prostor, a to je še več kot le zaščita vrste. To je projekt LIFE, ki ga financira Evropska unija in ponazarja uspešen, obojestransko koristen cikel zelene infrastrukture. Zagotavlja ugodno okolje za čebele in razširja ter izboljšuje kakovost urbanih ekosistemov v korist vsem, ki jih uporabljajo. It's one way that people in a urban environment can realize that, hey, there's biodiversity here. It's all around us, and those little insects are living right with us here in the city, and they are sharing our environment. V Franciji je 1000 vrst divjih čebel, 2500 v Evropi. Njihov upad lahko ima resne gospodarske posledice.
Ocenjujejo, da je vrednost, ki jo čebele in druge žuželke opraševalke prinašajo evropskemu kmetijstvu, več kot 20 milijard evrov letno. We have a nice example here. You have this little patch of strawberries in the middle of the city. How do they get those strawberries? Well, that's where the bees really come handy, because those bees, they are going to visit this little strawberry flower, and they are going to make it possible for this flower to be transformed into such nice juicy strawberries. Pasji frizbi je atraktiven kinološki šport. V Sloveniji se je pojavil pred dobrimi 5 leti in od takrat njegova priljubljenost raste. Poglejmo. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2009. Frisbee je prišel kot šport v Slovenijo 2 leti prej. 2007. No, in potem nas je bilo kar nekaj ljudi, ki so se ukvarjali s tem in smo rekli, bi bilo dobro, da ustanovimo društvo in to smo tudi naredili. Katere pasme psov so primerne za ta šport? Pasma sploh ni pomembna, važno je, da pes uživa pri tem in da je pripravljen delati. Vidiš veliko border colliev recimo ali pa avstralskih ovčarjev, je pa precej psov, ki so mešanci iz zavetišča, brezdomci, tudi zelo hiperaktivni so bili in zato so večkrat izgubili svoj dom, ker normalen človek ni kos temu, to ni družinski pes, ta pes rabi zaposlitev. No in ta šport, recimo frisbee ali kaj drugega, zaposli takšen pes in potem pes rata čist priden, ker dobi to, kar potrebuje. V bistvu, jaz sem na začetku Jean spoznala in me je ona navdušila nad tem športom. Z mojo psičko smo tudi hodili na tečaj k njej, potem kasneje tudi na seminarje. Drugače pasme Zlati prinašalec, to je precej netipična pasma za frisbee, ampak jo to precej veseli, motivira, tako da smo se za to odločili. Mora imeti pes kakšno posebno danost ali posebno veselje, ne glede na pasmo, prav do tega, da lovi? Pomemben je ta plenski nagon, se pravi, da je motiviran za to, da ulovi frisbee, pa ga seveda prenaša. Seveda pa predvsem mora biti motiviran vodnik, za to, da ga uči, vadi, ker večino dela je dejansko na vodniku. Ti moraš dosti vaditi mete, dosti vaditi, recimo v času treninga posvečamo več kot pol časa nam, se pravi tehniki metanja, potem pa mogoče 5 do 10 minut tudi psu, tako da je dosti dela res na nas samih. Ne gre preprosto za metanje frisbeja, zagotovo so tukaj tudi pravila. Kakšna so? Imamo, recimo, lahko razdelimo na 2 bazični skupini. Prva je freestyle, to je nastop, kjer nimamo definiranih posebnih likov, ampak imamo jih več, lahko jih sestavljamo poljubno, delamo pa na glasbeni podlagi. Druga sklop disciplin, bi lahko rekli, je pa distance, to je meti v daljavo. Spet imamo različne mete, recimo te tarča, omejeno na čas, omejeno na dolžino, tako da dosti različnih disciplin je. Komu bi vi, ki ima psa recimo, pa ga to zanima, priporočali, da je primeren za ta šport? Vsem, ki imajo dosti časa, da to delajo, hkrati je praktičen, ker ga lahko delamo praktično povsod. Ne rabimo za to posebnega poligona, ampak rabimo raven teren. Seveda tudi psa, ki je motiviran, in vodnika, ki ima dosti volje, da to dela. Jaz v bistvu treniram frisbee z svojo avstralsko ovčarko, ampak nisva bile še na veliko tekmah, v bistvu samo na eni. Delam to bolj za zabavo, za rekreacijo, ker se z drugimi stvarmi še ukvarjam, tako da v bistvu za vse potem ni ne časa, ne financ. Ste pa tudi inštruktorica. Kako poteka usposabljanje tako vodnika kot psa? Ja, jaz sem inštruktorica v Flipsi društvu in v bistvu usposabljanje poteka tako, da imamo tečaje in seminarje in sicer je vedno razdeljeno delo na samo delo z vodniki, nato pa individualno delo s posameznimi pari pes-vodnik. Vedno se začne tečaj z učenjem metov, ker šele ko vodnik obvlada mete, ko so meti lepi in varni, takrat lahko v bistvu vključimo psa v ta šport.
Na začetku je čista osnova, se pravi, se učimo različnih prijemov. V frisbeeju poznamo 4 osnovne prijeme, iz katerih pa potem izhaja več različnih metov, glede na to, kako spustimo frisbee iz rok. In to so v bistvu osnove, na to pa potem s psom gradimo najprej plen, gradimo motivacijo in čisto to veselje do igre s frisbeejem, na to pa dodajamo težje elemente. Imate za koga, ki ima psa, pa ima frisbee, pa bi čisto za rekreacijo to počel, kakšen nasvet? Ja, ne začne prezgodaj, se pravi, da s psom, ki je mlajši od 1 leta, raje ne počnimo tega športa pretirano, pa ne izvajati metov, pri katerih pes skače. Druga stvar pa je, da se res naučijo metov, lahko tudi, če nimajo možnosti iti na tečaj z gledanjem kakšnih posnetkov, ampak naj se res naučijo metati, naj trenirajo sami. In ko vidijo, da frisbee lepo leti, ravno v smer, kamor oni želijo, takrat naj probajo vršiti se psu. Popkovna kila je ne tako redek pojav pri pasjih mladičih. Zakaj se pojavi in kako moramo ukrepati, pa v naslednjem nasvetu. V tem primeru gre za tako imenovano trebušno kilo, hernia umbilicalis strokovno imenovano. To je relativno zelo pogosta zadeva, ki se pojavlja in pri psičkah in pri samčkih tudi, se pravi pri moških živalih. Mogoče je potrebno povedati to, da v tem primeru pri tej psički gre za tako imenovano popkovno kilo, se pravi to je na tem mestu, kjer je bila popkovina, ker je šla popkovina iz trebuščka, in tu je prišlo do prekinitve trebušne stene in sedaj prihaja do podkožje, maščoba se v to trebušno kilo noter lahko vgnezdi in prihaja do enih bolečinskih stanj. Skratka, zadeva ni problematična, je pa potrebna operativnega posega. Lepo se rešuje. Zelo važno je, sploh pri samičkah, tako kot je tale, da to naredimo, ker verjetno bo imela kdaj mladičke in takrat prihaja do velikih pritiskov v trebuščku, in seveda, če ima kilo skozi, lahko pride do tega, do pokanja te kile in do problemov, res večjih problemov. Prav tako se lahko tudi črevo vgnezdi v to kilo, tako da operativni poseg je v vsakem primeru potreben. Mogoče lahko povem to, marsikdo se prestraši tega, ko na primer kupuje kužeka ali vidi kužeka in tako dalje, kaj pa ima to? To ni noben problem. Ta trebušna kila je mali operativni poseg, zelo hitro končan, potrebno ga pa je narediti. Ne smemo pustiti, da raste s tem, čeprav se zdaj v mladosti ne vidi popolnoma nič. Ampak ko pride žival v leta, ko ima več trebušne maščobe in te ostale stvari, ki sva rekla prej, pa lahko začne delati težave, taka kila. Ja, mogoče še lahko povem tole, da je to ponavadi dedno, se pravi nekje v svoji preteklosti, v svojih preteklih sorodnikih ima en tak gen, kateri to prenaša. In taki samčki se tudi dostikrat in pa samičke potem za naprej, če se to pojavlja, se izločajo iz reje. Ampak kot ponavljam, ni nič tragičnega. Lepo se da popraviti in popolnoma vse je v redu. Učenci osnovne šole Toneta Čufarja iz Maribora bodo tudi današnjo oddajo zaključili z opisom živali. Danes bomo nekaj več izvedeli o srnah. Pridružite pa se nam ponovno čez teden dni. Danes bom povedal nekaj o srni trsenjaku. Srna trsenjak spadata med prežvekovalce, kopitarje, sesalce ter rastlinojede živali. Med prežvekovalce zato, ker svojo hrano dolgo prežvekujete v svojih ustih. Med kopitarje zato, ker imajo na koncu svojih noga kopite. Med sesalce zato, ker sesata materino mleko. Med rastlinojede živali zato, ker jedo samo rastline. Srna tehta okoli 30 do 35 kg in je velika do 130 do 135 cm. Srna skoti svoje mladiče maja in je breja 40 do 42 tednov. Srna je na paši zvečer in tam tudi svoje mladiče skoti. Pri tem je tudi nevarnost, da ko kmetje kosijo svoje travnike, lahko kakšnega mladiča pokosijo.
Srna zelo hitro teče, zato ni lahka tarča za lovce. Srna rjave barve ima velike oči ter majhna ušesa. Mlajša srna skoti enega mladiča, malo starejša srna pa skoti okoli 2 do 3 mladiče. Je zelo lepa žival.